Zelo zanimivo je, ekološko, predvsem pa tiho, pa mirno. Pa ljudje nas opazujejo, ljudje ful sprašujejo, kdaj bo redna vožnja, kako bo potekala. Električni vlakec, katerega imamo pred seboj, je v bistvu vozilo brez emisij in brez hrupa, torej je prijazno do mestnega jedra in okolja. S tem projektom utrjujemo našo zavezanost k zelenemu, trajnostnemu turizmu in pa seveda tudi mobilnosti. Po uspešnih testiranjih je vlakec sedaj pred vrati rednih voženj. V zimskem času bo tako vozil 4-krat na dan, ob 10, 12, 14 in 16 uri. Prav tako je zelo pomembno povedati, da bo v času vse do sredine decembra še naprej vozil tudi naše najmlajše otroke iz mariborskih vrtcev, tako da prva vožnja bo rezervirana za njih, medtem ko ostale vožnje bodo pa že tržno usmerjene. Vlakec ima 2 sodobno opremljena vagona. Skupna kapaciteta je 50 ljudi, prav tako je namenjen vsem generacijam, kakor tudi v bistvu invalidnim osebam, saj ima posebej prirejeno vozilo, sedež tudi za same invalide. Veseli me, da je v tem vlakcu, razen tega, da je električen, tudi multimedija v 8 jezikih, se pravi, razen tega, kar boš videl z očmi, boš lahko poslušal v svojem jeziku o mestnih znamenitostih. In veseli me, da bomo seveda to, kar smo obljubili, tudi ta vlakec drugo leto peljali proti Kamnici, Malečniku in da podpremo tudi naše vinogradniško okolje z večjo frekvenco ljudi. Celotna trasa kot taka je dolga 12 km, ima 9 postajališč, od te 3 fiksne. Ena je ta tukaj pri turističnem informacijskem centru, potem pa ena pri hiši najstarejše trte in pa pri Hribniki, kjer bodo postajališča odmerjena z določeno minutažo, medtem ko bodo lahko vsi potniki za tipko stop tudi izstopili kjerkoli bodo na poti, v bistvu na postajališčih to želeli in bodo imeli možnost potem se to tudi seveda po svoji lastni režiji ogledati. Mislim, da je vlakec prišel ravno v pravem času. Namreč letos se ponašamo z nazivom Zelena prestolnica Evrope, pa tudi dokaj sveži smo, natanko en teden z zlatnim znakom za gostoljubje v državi. Tako da ta novi vlakec seveda prinaša novo uporabniško izkušnjo za nas turiste, pa tudi za domačine. Treba je vedeti, da nekje 70% turistov se pripelje v mesto z avtomobilom, nato pa se 70% jih naprej odpravi peš. Tako da dejansko živimo v srednjeveškem mestu z, bom rekel, malim centrom, ki je primeren za gibanje z, bom rekel, peš. Po drugi strani pa ta vlakec bo vsem, ki bodo seveda imeli trudne noge, omogočil, da si spočijo na njem in seveda, kar je najbolj pomembno, da dobijo namige, kaj vse v Mariboru še obiskati. Cene so trenutno izjemno prijazne, ugodne. Do maja, ko bomo verjetno nastavljali druge uporabnike, cene prilagodili drugim trgom.